doživetja narave. Dragi ljubitelji narave, lep pozdrav v zadnjem januarskem petku, ko se bomo v naslednji uri podali na sanjski drzen izziv tako na fizični, psihični in duhovni ravni. Kot je zapisal naš gost, fizično, ker je zgolj iz otroškega veselja že od nekdaj užival na potehu strm breg in dol z njega. Psihično, ker ni vedno lahko vztrajati tudi ob bolečini. Ter duhovno, ker ga vse to vodi k srečanju s seboj, z ljudmi in ključno z Bogom. Ko zreš lepoto, se namreč zaveš lepote z veliko začetnico, ki je vse to ustvarila. Ko grizeš v hrib ali uživaš v spustu in te spremlja misel in prošnja k Jezusu. Tako dr. Matjaž Celarc, duhovnik in predavatelj Svetega pisma, ki bo spregovoril predvsem o svoji duhovni izkušnji teka okrog Mont Blana. Ja, razni bolj ali manj ekstremni podvigi, pa naj bodo to pohodniški, tekaški, kolesarski ali kaj drugega, so vse številčnejši. Ljudje v njih iščejo stik z naravo, preizkušajo svoje meje in potem tudi pišejo, kaj so notranjega doživeli na takšnih odpravah. Kako pa je z duhovnostjo in ali je lahko nek tak ekstremen podvig duhovne narave, o tem pa v pogovoru v nadaljevanju. Zdaj pa najprej k pogledu v konec tedna z napovedjo vremena. Zvečer kaže, da se bo dež postopno razširil nad večji del Slovenije, podobno bo tudi po noči, torej v večjem delu države bodo rahle padavine, torej vseeno ne gre za obilno pošiljko. Bo pa meja sneženja se tudi po noči postopno spuščala, tako da sprva recimo nekje sredi noči bo na nadmorski višini okoli 700 metrov, potem do jutra pa se bo verjetno še toliko spustila, da se bo približala nižinam, ampak ja, takrat bodo padavine že slabele oziroma marsikje ponehale, tako da si lahko bolj obetamo kakšne snežinke, ne pa kakšne snežne odeje, tako da bolj za vtis, da zima je še pri nas, čeprav ja, po kakšnih temperaturah se pa v zadnjih dneh res ne kaže. Tako da po noči bo potem na Primorskem zapihala tudi šibka burja, ki bo potem pihala še na Primorskem tudi v prihodnjih dneh. Jutrišnji dan bo še vedno precej oblačen, padavine bodo dopoldne povsod ponehale, na Primorskem bo potem še pihala šibka do zmerna burja, temperature pa ja, če bojo danes od 7 do 12, bodo potem jutri čez dan nekje med 2 in 7 stopinj Celzija, tako da že jutri nekoliko hladneje, bo pa potem tudi od nedelje naprej jutra spet v glavnem nekaj stopinj pod lediščem, najvišje dnevne okoli 5 stopinj, pa potem nas čaka potem spet eno bolj suho obdobje, torej od nedelje naprej bolj suho, tudi več sonca ponovno, sicer verjetno spet brez kakšne megle, nizke oblačnosti, sploh v jutranjem dopoldanskem času po nižinah ne bo šlo, ampak ja, vseeno bomo verjetno v bolj svetlejših odtenkih, bi lahko rekli. Ker je že v prvem delu tedna zapadlo v Visokogorju kar nekaj snega, nekaj ga bo še danes oziroma jutri, seveda velja opozorilo, nevarnost pred snežnimi plazovi je velika, nad 2100 metri znatna, to je 3. stopnje. Previdno in upoštevajte to v svojih načrtih, sneg naj se splazi, potem pa bo čas tudi za gorske zimske užitke. Andrej Novjan in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljava. Kmalu se skupaj z gostom odpravimo okrog najvišje gore v Alpah, Zahodnji Evropi in Evropski uniji. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Dr. Matjaž Celarc, lepo pozdravljeni, dobrodošli v doživetjih narave. Hvala za povabilo, da smem biti tu z vami. Hvala, da ste pristali. Ni prav pogosto priložnost, da o takšnih temah govorim z duhovniki in hkrati kar ekstremnimi gorskimi tekači. O preizkušnji teka okrog Mont Blana bova danes govorila, pa preden vstopiva v to čudovito pokrajino. Kdaj ste se prvič srečali z gorskim tekom? Kaj vas je potegnilo že kot duhovnika vanj? Da, že kot duhovnika, res je, da s tekom sem na nek način zrasel, no. Že od malih nog je bilo to tako kot nekaj, kar me je spremljalo. V resnici z gorskim tekom sem se srečal pa tam nekje čisto zares 2017-2018,
na Tekaškem križevem potu, ko sem srečal to skupino vernikov, kristjanov, ki se ukvarjajo s tekom in je bila to način njihove molitve, bi rekel, s tem, kar so. In takrat mi je en prijatelj rekel, ja, češ da on cestnega teka, da se ne podozema več tega in da mu je največ in najlepše tako svobodno iti v en hrib, v gozd, po brezpotjih, po gorah. Jaz sem rekel, v redu, probam in nekako, bom rekel, za svoj 40. rojstni dan, no, sem si privoščil in sem si kupil svoje prve superge za gorski tek. Tako da bi rekel, da takrat se je čisto zares začelo. Ja, ampak nekaj je moralo biti prej v nogah ali v glavi in obojem, da je Matjaž že kot mlad teček rad tekel naokrog. Težko čisto razložiti, kaj. To si nisem čisto zares še vprašal, ampak občutek mogoče, morda, no, občutek svobode, občutek, ne glede na to, da sem bil vedno malo bolj picimini, pa tak, nič kaj, ne, deček, ki ni bil zdaj nič kaj posebnega, ampak še vsem sem bil pa lahko kar uren, no, tako. In to je bilo nekaj res mojega. Bom rekel, kaj lahko rečem, poletne večerje sem preživel tako, da sem šel teč, da ko smo bili na morju, sem šel teč. In to je bilo enostavno nekaj, kar mi je bilo že v izhodišču ena radost, noben me ni silil to je bilo nekaj, kjer sem se počutil dosti doma. In tudi dejansko pol, ko sem se le podal v hribe, v gore, seveda počas, korak za korakom, tudi ne moram reči, da sem prej bil zelo veliko v gorah, me je na nek način en prijatelj spodbujal k temu, sem začutil to, kako ne rečem, na eni strani, da sem lahko svoboden, na drugi strani, da sem doma, ne samo objemu narave, ampak dejansko, da tam lahko začutim v lepoti vsega tega, kar me obdaja, tudi če se zdi tako majhen, ampak objeti s to lepoto, sem začutil tudi bližino Boga. In to mi je bilo neverjetno in tudi znotraj tega, no, bi rekel, da sem začutil to držo, no, da tudi preko teka na nek način zmorem izročati, ja, tudi ko je napor, izročati preko tega svoje življenje in ne nazadnje prositi, izročati življenje tudi mnogih drugih. Ja, torej tek kot molitev, zdaj sva že kar globoko vstopila v to vaše področje. Mene malce spominja na Forresta Gumpa, ne, teči in tu je svoboda. Se pravi v gore zaradi teka. Tek vas je popeljal za marsikoga, ki planinstvo živi kot način preživljanja prostega časa. Drugače, ne, že od mladih nog hodi v hribe vas so ponesle te nove tekaške superge, kako se reče temu, trail zdaj? Trail, ja. Gorski tek. Tako. In potem je sledilo nekaj takih bolj odmevnih gorskih tekov, preizkušenj, ki ste se jih udeležili. Marsikdo, ki to področje pozna, ve za K24, pa seveda slovenska planinska pot. Kaj ste še pretekli? Zdaj, čisto zadnje, kar je bilo, se pravi, je ta pot okrog Montblana, Ultra Trail de Mont Blanc. To je res tekma, ki je, bom rekel, najprestižnejša tekma. Jaz bi rekel, to je sanjska tekma vsakega trailerja, če se tako izrazim. Ta tekma je pravzaprav zrasla simbolno. Nekako 2003 je bila prva, čisto v malem okviru, potem je pa to, bom rekel, kar zraslo zelo. Tako da leta sem šel pol pogledati en podatek, mislim, da 2023 je bilo udeležencev na tej tekmi 10.000. Spravi iz nečesa malega v nekaj zelo velikega. Ja, tak je trend danes, ne? Tak je trend, jaz bi rekel, mogoče trend je v tem, no, iz tega nasičenega, prenasičenega sveta, stresnega sveta, iti v en odklop, se tudi v tem odklopu mal učistiti, kakorkoli, no. Zdaj,
tek se mi zdi po en strani tako, v narekovajih rečem, najenostavnejše. Ne. Lahko si, ne vem, v Ljubljani, tudi v kakšni pisarni, pa imaš vmes pa vsem kaj frej, ne, in greš hitro po Tivoliju en krog, če se tako malo pohecam. Ker recimo aplikacija ali ura sporoča, da se premalo gibaš in izkoristiš tistih 30 minut, 40, 1 uro, kakorkoli in greš na en krog. Ja, no, sej znotraj tega obstajajo seveda tudi heci, ne, češ nekdo se začne ukvarjati športom zato, da se bo rešil stresa, pol si pa nada to uro in pač ura. Je v hujšem stresu kot prej. Zdaj, jaz v resnici recimo tudi ob vsem tem, kar sem imel, no, tudi ne nazadnje te odločitvi, da grem okrog Mont Blana, nimam kakšnega zelo strogega plana treninga, da pač je pol včasih bolj situacija, da se včasih borim, da je notranja borba, a sem zdaj že naredil vse, a se lahko odpravim, kako te stvari razporediti. No. Se pravi, govoriva o tem, da je lahko tudi takšna zdrava dejavnost, kot je tek ali morda še malce bolj kakšno treniranje triatlona, tudi nekaj, kar človeka zasvoji. Lahko bi bilo tudi. Zdaj znotraj tega bi jaz tako rekel. Imamo nekaj, kar je odklop, in imamo nekaj, kar je beg. Pa gre za isto stvar. Odklop je nekaj, kar greš, pač, da si vzameš nekaj časa zase, za odklop in da se vrneš nazaj z novo energijo. V tisto, kar rečeš, da je v izhodišču tvoje nekaj primarnega. Beg je pa, da pravzaprav zbežiš od tistega, kar je tvoje primarno, in tistemu na nek način ne želiš ali pa se bojiš dati temu pravo mesto in dopustiš, da te druge stvari na nek način odvedejo stran. Pa naj bo tudi trening, kakorkoli družina, že. Torej iščeš vsako priložnost, da zbežiš, ne, v tek. Tako. Zdaj, ena taka stvar mi je zanimiva, no, ko smo pri tem, pač, ko smo prijatelji, a ne, je žena rekla, da z veseljem vidi in spusti moža za 2 uri na kolo, ker pride pol čisto drugače nazaj in dosti bolj produktiven in ji pomaga, ker če bi rekla, ne, zdaj moraš pa tle ostati. Ne bo nič od njega. Točno to. In v tem primeru bi rekel, super en zdravi odklop. Tako kot recimo sem slišal pa za en drugi par, ki sta pa oba dva tekača. Mislim, da je on prvi začel. In potem je pa se ona pridružila, da sta mi pol povedala, po službi gresta tisti krog ven in v tistem krogu skupaj načrtujeta se pogovorita o tem in onem in sta dejansko skupaj tam lahko. Ja, to je najboljša kombinacija pravzaprav, ne? Poslušate zimska doživetja narave. Kar dobro sva zdaj zajadrala že v globlji pomen tega vašega ukvarjanja s tekom, ampak morda pa zdaj res seževa v to ekstremno dogodivščino Mont Blanc, tek okrog njega, rekli ste res. Češnjica na torti za vse trail tekače, je možno vsakomur nastopiti na tej tekmi ali je malce to zakomplicirano? Neki kamenčki, kako je s tem? Spravi, omenil sem to maso ljudi, ki teče, a ne. Zanimanje za to je pravzaprav bistveno več, sploh zato, ker je iskanje tega malo ekstremnega dolžin in teh podvigov, pač zaradi najnega prejšnjega pogovora je pač sprostiti tudi stres, bistveno več. In zato dejansko obstaja tako rekoč ena serija, kjer nabiraš točke ali pa kamenčke, se pravi daljših tekov, recimo v Sloveniji ta Julian Trail, ki že sodi v to serijo in pridobiti moraš določeno število točk, ki grejo potem v to kvoto za žrebanje. In če si žreben, to pomeni, da lahko pristopiš. To se ne sliši prav zelo enostavno. Najprej precej udeležbe na različnih tekih, potem pa še sreča. Tako je, ampak to pomeni, da dejansko to postane del tvojega življenja. In seveda,
ki so imela prej, če gre za družino, to pomeni, da mora na nek način družina malo vstopati v to dinamiko. In imamo, če temu rečem, tekaške družine. Tekaške pare in tekaške družine. Znotraj tega, kaj ne rečem, ranga tekačev, ki jih najdemo med drugim na tej tekmi, namreč ekstremna tekma v smislu 170 km, čez 3 dežele, Francija, Italija in Švica, 10.000 višinske razlike, spravi, je podvig in tekma seveda je konstanta, ne? Pač to pomeni, da moraš telo psihično in fizično pripraviti do tega, da je v konstantni izbrano, spravi, da imaš na nek način vse, ne bom rekel pod nadzorom, ampak v enem miru, da znaš res prisluhniti in biti ne nazadnje zdržati tudi ta pritisk utrujenosti ali pa celo zaspanosti, ker to pomeni najboljši, zaokrožujem zdaj, 20 ur in 40 ur je, bom rekel, je ta razpon. Pa je kakšna omejitev? Spravi, tist na konc bi bilo 40 ur. Tako. Zame osebno, jaz sem si tako gledal, kot mali otroki gledal, tako kot pač, tista sladica, tako, kot si rečeš, in v resnici, tako, po en sem si želel, ampak za vse take podvige, meni v resnici ne gre sam ne za podvig, ne za dokaz samemu sebi ali komarkoli. Meni je pomembno, da je to ena lepota in da je, bom rekel, da upoštevam svojo omejenost tega, kdor sem, časa, prostora, kakorkoli že fizičnih zmožnosti, omejenosti, in da ostaje, bom rekel, ta komponenta omejenosti, ki je prisotna pri meni in se zavedam. Na drugi strani pa mi je nujno, zame je res to nujna komponenta, da sem fizično, psihično in duhovno pripravljen in da je ta komponenta duhovnosti, molitvene drže, da je tam prisotna. In zato ste se odločili, da na tekmi ne nastopite, ampak greste nekaj dni po njej, po isti trasi. Po isti trasi, planiranje je pravzaprav tudi en svoj vrsten postopek. Kako se človek loti takšnega podviga, recimo nekaj, vsak ima v glavi, zdaj pa moram toliko in toliko trenirati, da bom kos tako zahtevnih poti, ampak je tu še kar nekaj drugih logističnih zagonetk. Bom rekel, jaz sem nedvomno tle amater in se je to pokazalo tudi na poti. Lotil sem se nekako tako, pravzaprav nekaj izkušenj že imam, se pravi, slovenska planinska K24, se pravi, sem razumel. Tekli ste tudi na Grintovec, mimo grede, ne? Ampak sem se zdaj spomnil, to je bil zadnji tek na Grintovec. Tako, takrat je bilo tako vreme, da smo prišli samo do Kokrškega sedla, niti ni bilo naprej. Ampak hočem to reči, te izkušnje so mi nekako povedale, kaj to pomeni, ta napor. In zavestno sem se odločil, da glede na to, da poti ne poznam, da ne grem na tekmo, se pravi, ne bo ničesar direkt pripravljenega, da si moram to pač pripraviti, v smislu, da ne bom šel vse skupaj v eni rundi, ampak da bom v zveznosti, se pravi, delal s premora, da bom delal na nek način po etapah. In potem sem pač razmišljal, kaj bi bilo logično. In seveda sem razmišljal, zdaj, če grem sam, kako bom to speljal. Zdaj, vse imeti za par dni v ruzaku je pač malo naporno postane, saj če bi želel teči. Če se pohecam, prej ste omenili pohodnike, pol pa tele tekače, pohodniki se razburjajo, kaj zdaj te tekači tlele okrog skačejo, No, se sam pohecam, pač meni se zdi, da sem malo premalo potrpežljiv, da bi hodil
zdaj si bom zmislil 2 uri na vrh, raje tisto urso ali malo manj tečem, a ne tako. Ker ste lahko enkrat hitreje. Tako. No, to je pač tako. To je zanimivo, namreč tukaj se mi postavlja vprašanje, marsikdo izmed planincev se sprašuje, pa ta človek sploh lahko kaj opazi okrog sebe, saj ves čas divja, zato da bo čim prej na vrhu in potem kaj, čim prej dol in potem spet ti lov za časom, kaj pa boš potem z njim? Je nekaj tega drži, no, da v tole smo bili zdaj že lani polet tudi na Triglavu z nečakoma, pa še z nekaj bogoslovci. In moj mlajši nečak je opazoval naravo, je opazil, bom rekel, triglavske rožice in kaj drugega poslikal. Jaz sem tam mimo pač tekal, no, ampak tako, jaz mislim, da je vse znotraj tega vse tudi zraven. In se vrnem nazaj, no, nekako sem videl, da moram to razporediti in da bi mi bilo tle dragoceno, da dobim še nekoga, ki bi šel vsem z mano, da ne bi imel zdaj orang nahrbtnika ali pa ne vem, moral par dni prej približno na te hostle, ki so vmes, to postavljati, no, v smislu prej si peljati. In sem res prosil prijatelja Janeza, ki je pa že bil kot mlad fant, bom rekel, v teh alpinističnih krogih, že kot 16-letnik je bil celo na Mont Blancu. In je to pravzaprav takoj sprejel. Tako da sem potem dejansko poskušal gledati, kje zdaj dobiti, bom rekel, na recimo višini 1000 metrov, dobiti eno prenočišče, da bo dostopno tudi z avtom zagotovo. In tako sem pol nekako poskušal razporediti te lokacije in naredil še nekaj. Se pravi, za prve 3 dni sem rezerviral in je bilo treba to vnaprej rezervirati, določiti termin. Se pravi, sem rekel, poletje je bilo precej že zablokirano, ostalo mi je sred septembra. Si rečeš, malo sem se pogovarjal s kakšnimi v tistem času, ravno pravzaprav en vikend pred tem je v dolini Valdosta, no, je potekala še ena tovrstna tekma, še malo daljša. No, v glavnem in to me je malo potolažalo, češ sej pejt, no, v glavnem. Sem rezerviral za 3 dni, potem sem pa pustil še odprto, ali bo zadnji dan zgolj 4. dan in bi to pomenilo potem 60 km za konec in vračanje pol ali prespati ali pa vrniti se domov. In sem naredil, sva skupaj naredila, ampak sem naredil nekaj, kar je bilo v resnici meni kar težko. Nekako ne iti v ekstrem in se reči, vse je čisto v redu, če rečemo, 4. dan je 42, pa pustiš 18 za 5. dan. Torej zavestna odločitev. Zavestna odločitev, ja, da to razporediva, ker 4. dan, no, sem na nek način tekel že malo naprej od tistega doma, kjer sva si rezervirala, no, tako, zato, da bo mogoče malo drugače razporejeno. In to je bilo v bistvu zame že velika umetnost, kako približno razporediti, da so, zdaj bi rekel, dnevne trase so bile recimo 32 km, 37 km do 42, nekaj takega, pa zadnji dan pravzaprav krajša. In so bile nekje smiselne, tako se mi je zdelo, da je bilo nekako smiselno postavljeno in v končni fazi razumsko postavljeno, če temu tako rečem, ker imaš tudi pohodnike, ja, ki bodo tudi nekako na dnevni ravni približno to kvoto, to kilometrino upravili, sam pač bojo zjutraj šli zelo zgodaj, pa se pač toliko kasneje zvečer vrnili. Ampak 40 km pohodnik. Se pravi, mogoče ne 40, no, ker tu ampak gre tudi za kar nekaj višinskih metrov, ni to ravninska pot, seveda, ne? Ni ravninska pot. Tako je, bom rekel, kar nekaj vzponov, no, se sem omenjal. Ja. Ampak, ne vem, v resnici je ena lepota vsega tega, no. Pa ne mislim zdaj tako, češ spet to dopamin pa adrenalin, ne. Sej, seveda sodi tudi to, ampak to je nekaj, kar je v našem telesu, kar sodi zraven, ampak ne vem, meni v resnici, tako kot sem prej omenil, no, začutiš tudi vsem tem telo. Tudi krhkost telesa,
tudi borbo telesa, tudi utrujenost, utrip srca, dihanje. Prideš na ta način zelo v stik s samim seboj. Včasih na ta način pritisneš malo bolj, ko čutiš, da imaš eno jezo še za predelati, ne. Pritisneš, ker sprostiš, to daš iz sebe. Gre ven. In pol dejansko je res to zanimivo, no, ko si dal to ven, se nekje nekaj v tebi sprosti. Znotraj tega napora je pa zame res še ključna še ena komponenta. Temu rečem molitvena komponenta. Zame je to, jaz temu rečem tek spokojnosti. Kaj to pomeni? Že leta nazaj, no, ko sem, bom rekel, tekel še po ravnini, sem odkril nekaj, kar je spremenilo moj tek. In odkril sem, da moje misli, razmišljanje o življenju, kakorkoli že, zavestno povabim Jezusa z Jezusovo molitvijo srca, ki ima že v izhodišču, naj bi nekako šla vzdolž ali pa vzporedno z dihom, ne? Jezus, Davidov sin, usmili se mene grešnika. To sem dejansko ponavljal. In dejansko v naporu, takrat, ko grizeš, kot se reče, a ne, ja, ko so lahko besede Jezus, Davidov sin, ali pa si rečeš Jezus, usmili se me. Ja, malce skrajšaš, ne krvi sape. Mene to spominja na ruskega romarja, ne? Iz tega je to izhaja. To je bilo ravno v Rimu, sem bral to drobno knjižico, ki mi je zelo spremenila življenje. No. In tako zelo me je prečistila, zelo me je umirila in potem sem jo nekako vzel s sabo na tek in sem videl, kako me je to umirilo. In v ta tek sem poleg tega, da me umiri, sem videl, koliko mi je dragoceno, če lahko tja noto nesem dejansko še prošnje ali pa molitve tudi še za druge, ali pa sploh na daljših podvigih sem čutil, da če hočem to zdržati, da rabim en orang namen in orang zakaj. Še malo tako hecu, no, povem. Ko sem prečal, to se pravi, ko sem bil na slovenski planinski poti, pa ni bilo prvič, ko sem prečal Pohorje, in se razume, ne, mariborsko Pohorje, kakšen je pozdrav na Štajerskem, zdravo, ne. In en Ljubljančan tam gor, bo pač ponovadi dober dan, živijo, nimam pojma kaj. Ja. In iz tistega pozdrava zdravo sem začel pač tudi jaz ozdravljati zdravo, ne. In potem je prišlo nekaj novega. Prišel sem samo na predrugačev in sem preobljuval in sem rekel: Zdrava, Marija, milosti polna. To je bilo tako, se mi je zdelo tako lepo, ker je vzdolž, ne, sem prej rekel Jezusove molitve, je pač, tako se mi je zdelo tako simpatično iz tega pozdrava, je tja prišla še Marija, no, če tako rečem. Tudi za tiste, ki ste jih na poti srečevali. Tako. Torej, en namen, ki je spremljal tudi vašo odločitev, da greste na takšen dolg podvig, ekstremen podvig, pot okrog Mont Blana. Ja, za mnoge gre tu dokazovanje oziroma gre za fizično preizkušnjo, najdejo smisel bolj v lastnem dokazovanju ali pa iskanju svojih meja. Kot ste rekli, tudi zanimivo se je pogledati, kaj tvoje telo zmore in kako priti v stik z njim, ampak vi pa pravite, da je to globoka duhovna izkušnja. Torej, tu mora biti neka odločitev za tem, ne? Da molite medtem, ko tečete, da izročate, če sem razumel prav, in tudi nekako darujete za nek namen. Ja, bom rekel, pot je lahko romarska pot, lahko je pohodniška pot, lahko je turistična pot in gre za isto traso. Tako kot eno romanje v Santiago de Compostela, ima lahko te 3 različne segmente, odvisno od tega, kaj želiš,
s kakšnim namenom se podajaš na pot. Zame v resnici, želim, da je zavestno tudi ta komponenta zraven. Prva taka stvar je, bom rekel, ravno v tej zadnji izkušnji, iti okrog Mont-Blana. Želel sem si po enem že malo prej, pa sem tako razmišljal, pravzaprav že leto 2022, ko sem izgubil tuče mamo, se mi je zdelo, da bi mogoče trenutek, pa je pol še prišla ena poškodba, pa sem rekel, a se je zgodba čisto zaključila, a se bo mogel najti nov način. V glavnem, potem so pa prišle tudi ene stvari v mojem življenju, da sem se soočil s stiskami prijateljev oziroma kakšne družine, tudi kakšnih duhovnikov, ker se mi je zdelo, da zdaj imam pa toliko močen zakaj. Da želim to izročiti skupaj s telesom, če tako rečem. No. Sej lahko bi nekdo pač tako rekel, to je pač lari-fari, a ne. Lahko, ampak zdi se mi vedno ključno, kako boš nekaj poimenoval. Kakšen pomen boš dal ti eni stvari, s kakšnim namenom greš in kakšno naslov boš dal ti temu. In zame v resnici je to ključno, da grem na tako pot z enim molitvenim namenom, molitveno držo, za stiske, za cerkev in nenazadnje in ključno. Tako, osebna nota je pa, da bi človek, jaz osebno, tudi preko stiske krhkosti, izkušnje majhnosti in te lepote stvarstva se obrnil k Bogu in se najprej osebno izročil, pa se drugo izročil. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Matjaž Celarc je naš gost v doživetjih narave. Veliko sva zdajle govorila o duhovnosti in teku. Zdaj me pa zanima še, kako ste doživeli to lepoto stvarstva, pokrajino, ki je gotovo okrog Mont-Blana čudovita. Sicer, takole, ko sem gledal nekaj vaših fotografij, bi lahko rekel, sej, podobno kot v naših Julijcih, ampak verjetno so te razsežnosti večje. To je pot, ki jo lahko prehodi tudi običajen planinec, seveda malce dlje časa traja in je prav tako dostopna, dosegljiva, ne gre za alpinizem, ne? Sprav, pot je pravzaprav dobro označena, ni zdaj to samo ena takaška pot, je pravzaprav pohodniška pot in lahko rečem, da je zelo obiskana. Ravno zaradi tega je treba, bom rekel, si prenočišča tudi rezervirati. Jaz sem sam na poti srečeval pohodnike in tudi trailerje iz celega sveta. Ena taka zanimiva izkušnja je bila pravzaprav že ob zaključku prvega dneva srečanje z eno kanadsko družino, ki živijo tako na francoski in angleško govoreči strani, če tako rečem, in so se zmenili, da grejo skupaj. To je pomenilo 10 ljudi in so šli pač naokrog. No. Koliko v povprečju potrebuje en tak planinec, pohodnik, da pride okrog Mont-Blana? Se pravi, načeloma računajo tam nekje od 7 do 10 dni, tako nekako. Dobro. Kar bi rekel, da je zelo zanimivo, za nas, mi si predstavljamo 2000 in pač to imaš tisto goro, ki je, pač naši Julijci so res, imaš orang skalo in tako, in strmino in tako. Tukaj je pa zanimivo, si na gorskem platoju, na 2000 metrih, imaš v bistvu travnik, na 2000 metrih, ni nujno, da zdaj direkt gozd, ampak travno to površino, na 2000 in tja do 2500, zaokrožujem 2580, kjer je bil, bom rekel, nekak najvišja točka zdaj, tudi te poti, obdajajo te pa 3000-aki, te špice, in recimo meni je bilo tako zanimivo, ko ste rekli, da ste malo pogledali fotografije, Ko sem jaz pogledal te fotografije, so se mi zdele, uporabljam kar to besedo, banalne. Ker ti nič ne povedo, ker
ker ti ne povedo tega, da si tam objet s tem, ne. Da, recimo, to je bil 3. dan, ko sem omenil ta gorski plato, a ne. Si na 2000 metrih, tečeš po ravnini, čudovito je in tam so nekako bili najlepši, tako bom rekel, te bivaki, Rifugio, Bonati, Elena, tako naprej. Sprav tam na 2000 in si obdan s to gorsko verigo, ki te spremlja in si rečeš, wow, ne, tako. In je to nekaj neverjetno in tako si rečeš, koliko sem po en sramejhen in del tega. In tako, bom rekel, a ne, ob tej tudi duhovni izkušnji, recimo me je zadel prvo noč. V Le Chapieju sem se po noč zbudil, sem mogel pač se razume na stranišče, tako okrog 1 po noči, najrad bi kar nadaljeval, zvezdnato nebo. Nepopisna lepota. Občutek, da te on, ki vse to ustvari, obdaja. Da te nekam kliče in vabi in da te spremlja. In mogoče tle še to dodam, no. Jaz sem imel termin določen. 13. septembra se je iz Milana, sva pač gor prišla s prijateljem v Chamonix, pa pol že prvi delček v Lezuš, kjer sva prespala, no, kakorkoli že. Teden pred tem je prišla tale zimska fronta, če tako rečem, ne. Se je vreme spremenilo. Se je vreme spremenilo in se je zdel, takrat smo bili v Rimu, jaz sem bil na trnih, ljudje so mi tako govorili, pa ne bodi nor, da je nehivi, ne, tako. Jaz sem imel pripravljeno opremo, ki sem jo Janezu predal, pač za drugačne razmere sem v Rimu pol kupil nekako bolj toplo opremo. Ko sem se vozil še na vlaku iz Rima proti Milanu, sem rekel, gospod, a sem jaz res malo nor, ali kaj? Kako? In ni tako sem si rekel, pogledal vse kamere, ki so bile možne in tako naprej. Pač sem rekel, ne bom šel delati neumnosti, logično, da ne. Ampak sem začutil nekako tako kot zaupaj. In v resnici se je dogajalo ravno to. Lepota, bom rekel, tistega prvega dneva, ko vsak dan je bila kakšna stvar, no, na telesni ravni, ki me je dajala, no. Čisto prvi dan, sobota 14. september, se mi je en živc nekako vnel in sem bil na prvi polovici poti v Le Contamine in me je bolel tle v kolku, je živc očitno pritisnil in sem rekel, takole ne bo šlo. To je en znak, ne, da ni tole zame. Niti ne, da je to zame, da se je pač, oziroma, da kaj bomo zdaj s tem. V glavnem sem se ustavil, pojedel, se razgibal, vzel sicer tudi kakšno tabletko in šel naprej in se odprl. In ko sem prišel do tistih pogledov, soncem obsijanega snežnega prelaza, to je tako lepo. Ne znam čisto zares v besedah, prevzamete. Da se tudi, kot ste prej rekli, fotografije so banalne, ne začuti tega. Ne. Ni mogoče, ne. In bom rekel, tako se ti odpre, zdaj bom uporabil ta izraz, srce in duša zadihata, no, tako, postaneš, uporabljam ta izraz, ki sem ga že prej, postaneš razigran otrok. Sprosti se te, stečeš tam dol, no, tako, in recimo, glede tega, da stečeš, ne, 4. dan, najdaljša etapa, 42. Prejšnjo noč skoraj da nič nisem spal, ker smo imeli pač tako majhno sobico, ne? Tako strpani, natrpani, ni se dal čisto res dihati in tako naprej. Pol pa tisti dan, tisto sonce, tiste gore, tisti pogledi. Mislim, jaz ne znam čisto povedati, kako in kaj, ampak jaz sem se počutil tako osvobojenega, tako pač dal bi kar enostavno še, no, tako padeš v ta, odpre se ti, pač prej, bom rekel, nisem si znal, ker sem rekel, ne, da sem res amater, nisem znal čistočno
koliko na dnevni bazi v resnici dam iz sebe in vedno malo šparaš, ne. Tle sem pa enostavno, sem rekel, zdaj smo proti koncu, ta zadnji dan imam samo še malo, tako sem pustil, da je enostavno tekal in je znotraj tega v bistvu res tudi ena lepota, no, tako. Poslušate podcast Radia Ognišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala. Brez težav torej ni šlo, lahko bi govorila tudi o težavah z želodcem na koncu, ki so bile hude, pa vendarle niste odnehali. Ena vztrajnost je tudi potrebna. Še to me zanima, ko govoriva o teh občutkih, ko človek začuti lahko neko posebno vzdušje povezave z Bogom, se odpre nek kanal. Ampak prej pa ste govorili, to je zdaj eno tako vprašanje nevernega Tomaža, o dopaminu, o vseh teh kemičnih procesih, ki jih človek začuti, ko je telesno aktiven. Ta občutek sreče je gotovo povezan tudi s temi kemičnimi reakcijami v samih možganih. Gotovo. Človek je psihofizično in duhovno bitje in, zdaj če rečem drugače, tudi v eni adoraciji prideš do te izkušnje lepote, napolnjenosti, izpopolnjenosti, kjer se vzbudi, bom rekel, to ugodje in lepota, ki ne gre brez hormonskega dogajanja, ne? Se pravi, človek je celota, to hočem reči. In zdaj, seveda, ja, pri vsem tem se dogajajo ti procesi. Bom rekel, bolj kot to dogajanje, ko si sredi tega, bi rekel, da se tega zaveš, ali pa se ne, ko nastopi odtegnitveni proces, v smislu, ko nekje zaključiš. Recimo, omenil sem prvi dan tisto noč, češ bi kar nadaljeval. Ja. In takrat sem dejansko pomislil, zakaj je ta tekma narejena v bistvu, da tečeš do konca. Pa zato, ker padaš noter ravno v to dogajanje, in moraš speljati do konca. Tako kot zame osebno je bilo recimo to izkušnjo, ko sem se posvestom spraševal, kaj se je dogajalo z mano tisti 5. dan, kaj je šlo narobe, Pač to, da si ne znam razporediti med drugim tudi hranjenja in tega, to je gotovo, ampak sem razmišljal nenazadnje tudi o tem, da nekje bi moral ene stvari, ko sem omenil, kako je 4. dan bil čudovit in lep, da bi morda kakšno stvar moral speljati do konca, če tako rečem. In ostati pri prvotnem namenu tistih tako, 60 km v enem kosu. In bi šlo skozi, brez težav bi šlo skozi. Res je, da v tistem večeru so bile pol še ene druge stvari, ki so psihično tudi me defokusirale in malo vzele ali pa malo zagrenile tudi kakšne stvari, to je res. Ampak, če se vrnem samo na to, ja, jaz verjamem v hormonsko dogajanje, ampak ne jemljem tega kot nekaj negativnega, vkolikor si tukaj, da se tega zavedaš, da veš, zakaj si, da se zavedaš nenazadnje tudi ko bo zaključek. Je potreba nazaj v življenje, ne? Je potrebno nazaj v življenje iti. Mogoče glede tega, res še sam to dodam, v zaključku slovenske planinske poti mi je bilo tako zanimivo, bi rekel, sem začutil ta mal odtegnitveni sindrom, če tako rečem, da pač pol pa živiš v vsakdanu, ne vem, se ukvarja z enim člankom, nimam pojma kaj. In zdelo se mi je, da se je moje telo enostavno kar zaspalo, ker ni bilo, bom rekel, na takem impulzu, kot je načeloma mal vajeno. Telo se nekje navadi na takem dolgem dogajanju, pač se nekje tudi navadi, kako naj bi funkcionirala. In malo tega je, ampak na drugi ravni telo rabi vse. Seveda, te stvari, tovrstne zadeve so kljub vsemu, ne rečem. Tole, kar sem jaz počel, bi rekel, da je zelo zmerno v primerjavi s temi ekstremnimi
in so na nek način to tudi šoki, nedvomno. Pomembno pa je, da ti stvari imaš postavljene v življenju. Bom rekel, tudi če si ti tekmovalec, da veš, ok, to je tekma, pripravljam se na tekmo, planiram tekmo, ampak vem, kaj pa tudi moje življenje. V smislu, govorim za nekateri, ki morda niso zdaj profesionalni trailerji, ampak zelo dobri, pravi amaterski tekači, ki hodijo na te tekme. In pač, če imaš ti stvari, prioritete jasno postavljene, pol je vse v redu. Kot sva že ob začetku govorila, ali gre za beg ali pa zgolj neko dejavnost, v kateri najdeš lahko tudi globlji namen. Hvala, dr. Matjaž, ker ste nam ga pokazali. Skozi tale pogovor se je dalo marsikaj začutiti, marsikaj pa še odpira, zato bom vesel še kakšnega vašega obiska. Do takrat pa bova počakala, da se kaj novega pojavi na obzorju. Ni načrtov. Kakšna stvar seveda še je, ampak zdaj pustimo še v odprtosti. Hvala lepa za obisk, vse dobro. Hvala tudi vam, da sem smel biti z vami. Doživetja narave. Tudi vsem vam, ki ste bili z nami, hvala za pozornost. Oddaji lahko prisluhnete tudi s pomočjo audio arhiva oziroma če se naročite na podcast oddaje Doživetja narave. Z vami bomo spet prihodnji petek, ko gledamo v nočno nebo s profesorjem Borisom Kamom in gosti. Torej, vabilo k poslušanju posebej za ljubitelje astronomije, prav tako med 17. in 18. Varen korak do takrat vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik. Radio Ognjišče. Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v podcast aplikaciji na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku. Več na radio.ognjišče.si.